Alkohol je ključni sekundarni vzrok prometne nesreče na območju Policijske uprave Maribor, še posebej pri najhujših posledicah. Pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom je kar 20% povzročiteljev pod vplivom alkohola. Visok delež je tudi pri prometnih nesrečah s hudimi telesnimi poškodbami, kjer je delež več kot 17%. Zelo značilno za problematiko alkohola na območju Policijske uprave Maribor je tudi ta, da je visoka povprečna stopnja alkoholiziranosti. Pri povzročiteljih prometnih nesreč je letošnje leto stopnja alkoholiziranosti kar skoraj 1,5 grama alkohola na kilogram krvi. Jaz sem kar vesel, da sem ambasador te akcije. Moram se pohvaliti, da še nikoli me niso ustavili, kar se tiče tega, da bi napihal. Tudi že nekaj časa se tega nekaj časa ne poslužujem, da bi recimo sploh pod vplivom vozil. Nekako smo se s frendi odločili, da tega ne delamo, ali gremo raje na taksi, ali gremo raje peški domov, ali nas preprosto kdo pač pobere. Tako da je pa dejstvo, december je čas kuhančkov, pa praznovanj in vsega tega, tako da je fajn, da smo res odgovorni, predvsem do drugih, itak do sebe tudi, pa pustimo to škodo, ki jo lahko zdaj narediš, če imaš kasko, nimaš kakorkoli, ampak predvsem do drugih, to je point, ker s takim dejanjem res narediš lahko nekaj groznega potencialno, pa nekomu pokvariš življenje ali mu ga pa celo vzameš, tako da. To je vedno tako, da imate 0-0 ali Prosim? vedno tako ali... Načeloma sem voznik začetnik, tako da načeloma moram biti. Kaj si mislite o takih akcijah zdaj decembra? V redu, ja. Se strinjam s tem. Glede na časovno obdobje problematika alkohola izstopa predvsem ob koncih tedna, petkih, sobotah, predvsem v nočnem času. Glede na časovna obdobja pa ravno ta čas, prednovoletni čas, ko je veliko prireditev in različnih praznovanj, zaradi česar se seveda problematika alkohola poveča tudi v cestnem prometu. Udeležence v cestnem prometu pozivamo, da v tem času, seveda tudi skozi vso leto posebej, pa še v tem času, ne vozijo vozil v cestnem prometu, če uživajo alkohol, ne glede na zauzito količino, ampak za prevoz uporabijo se zagotovijo prevoz ljudi, ki ne uživajo alkoholnih pijač ali pa po možnosti javna prevozna sredstva. S takim načinom lahko dvignejo stopnjo odgovornosti, predvsem za sebe, pa tudi druge udeležence v cestnem prometu. To pa je tudi vodilo današnje kampanje, če vozimo odgovorno, ne potrebujemo nobenih izgovorov.